Kje si Boki? Izvolim, sedi se. Hvala. Živijo ekipa, danes je z nami Boštjan Ahbar, bivši igralec, kateri ima za sabo evroligaško kariero in seveda NBA kariero. Danes se bomo malo pogovarjali z njim o košarki. Basket oziroma košarka je ekipni šport. To je kompleksna igra, veliko igralcev je, trenerjev, fizioterapevtov, tudi od zadaj so ljudje, ki delajo, da rečem, niso vidni na igrišču. Koliko se ti zdi pomembno, da igralci sami delajo še zraven individualno? Ja, individualni del oziroma individualni trening je izjemno pomemben. Jaz mislim, da brez tega, da igralec skozi individualni trening sam sebe tudi spozna, igralec ne more postati vrhunski. Je res, da so razlike, recimo te, da igralci iz lige NBA imajo daljše poletje in lahko več delajo na svoji igri, kar je za mene super in kar bi moglo biti povsod. V Evropi pa ima manj tega, ne. Ampak igralec se mi zdi, da vedno sam sebe najbolj pozna, če je odkrit sabo in se pogleda v ogledalo, ve točno, kaj dela dobro, kaj dela slabo. In individualni trening je ta pravi igralci, mislim, da se na individualnem treningu, ker imajo mogoče enega, dva trenerja, se na najboljši način sami sebe v bistvu potisnejo naprej, ker vejo, koliko moraš narediti. Jaz mislim, da se ne moreš kot profesionalec vedno zanašati samo na nek ekipni trening pa ekipnega trenerja, da je treba tudi individualno delati. Je pa res, da čas za to je pa včasih težko najti. Vemo, tudi kemija oziroma to neko prijateljstvo med igralci v ekipi je ekstremno pomembno. Se spomniš, kako ste vi ustvarjali recimo dobro kemijo v svojih ekipah? Nič ni bilo prisiljeno. Jaz mislim, da kemije ne moreš reči, priti v garderobo pa reči, no danes bomo pa ustvarjali kemijo v ekipi. Ok, so neki prijemi in te team building in take zadeve, ki so zelo simpatični, mi takrat tega nismo toliko delali, ampak se mi zdi, da sem skozi to zbližati, se bolj spoznati. Ampak tista prava kemija mora priti pa spontano. In dostikrat je to ravno zaradi karakterja, ki jih imaš v ekipi. To je pač najbolj pomembno. Ti moraš imeti pravo zmes resnih, malo manj resnih, tisti, ki se hecajo, tisti, ki znajo ekipo dvigniti, ko je na dnu in tako naprej. Torej, vedno si imel v ekipi nekoga, ki se je hecal, skozi neke fore izvajal, se delal mogoče malo norce, iz drugih seveda dobro namerno. Si bil tega? Mislim, skoraj vedno je bil kdo tak, no, in če ne, sem pa jaz bil tisti, ki je malo potegnil, ampak sem reč prepustil to vlogo nekega... Ajde, lahko eno ime, če ni skrivnost, kdo je bil v tvoji karieri mogoče najbolj, ali pa saj v reprezentanci? Ne, se to je jasno znano, mislim, da je v Sloveniji je to številka ena Marko Milič, saj brez njega. Tako da Milko je znal vedno potegniti ekipo za sabo, ampak v klubski karieri pa odvisno, klubska je malo drugačna, zato ker v bistvu ti dosti igralcev se menja, skozi reprezentanco imaš ti neko kontinuiteto in se res dobro poznaš in glede na to, da se vidiš mogoče enkrat na poletje, ampak v klubih pa dočkrat menjaš igralce in je težko zadrževati to kemijo oziroma ta hec znotraj garderobe. Se mi zdi, da tiste ekipe, ki na koncu jim uspe, imajo tudi ta element zelo dobro pošlihtan, na temu, ko rečemo. Garderoba mora štimati, se veš, ne? Absolutno, mislim, da iz garderoba je pravi odraz garderobe je seveda na igrišču med tekmo in predvsem v težkih situacijah se takrat vidi ta ekipa prava in to se absolutno strinjam s tabo. Uigranost ekipe, a se ti zdi to odločilnega pomena pri tekmi, ali je to mogoče tudi, ali je mogoče bolj improvizacija na igrišču? Vemo, da v košarki enostavno praktično nikoli ne izpade tista akcija, katero si zamisliš, ampak kaj se ti zdi bolj pomembno, ta uigranost ali mogoče improvizacija? Ja, za improvizacijo moraš imeti talent in znanje. Improvizirati ne more vsak, to je pač dejstvo. In ti igralci, ki znajo res v vsakem momentu najtežjih tekem zimprovizirati stvari, so redki. Teh ni veliko. Te so v NBA, ne? Recimo. Ampak taktičen del je pa jaz se spomnim svoje izkušnje, dostikrat smo šli v sezono ali pa na prvenstvo, ali govorimo o klubu ali pa reprezentanci, sem tudi bil zaskrbljen. Na treningu, na zadnjem treningu stvari niso štimale, ni šlo, nimaš dobrega feelinga, potem na tekmi pa nekaj steče in to, če se vrnemo nazaj, ravno to ima dosti povezave s tistimi karakterji, ki so v ekipi. Zato, ker skozi to, da ti daš del, da se odrečeš svojemu delu za to, da nekaj zafunkcionira, te stvari so izjemno pomembne. To večkrat vidimo v reprezentancah, v pravih reprezentancah, v klubih mogoče manj, ker so zadnji pogodbe, plačila, levo, desno, ampak vseeno, prave ekipe imajo igralci, ki znajo se odreči mogoče večjemu svoji vlogi za to, da ekipa zafunkcionira in take so tudi moje izkušnje. Na koncu je taktična igra in vse te zamisli so tudi velik del tega, kolikor kdo sam sebe znotraj tega okvira zna sam sebe spoznati in se odreči svoje neki večji vlogi za to, da stvar funkcionira.